Dragi brati in sestre, prosimo zdaj nebeškega Očeta. Gospod, prosimo te za pripadnike Slovenske narodne vojske, ki so bili pomorjeni po končani vojni, in za vse druge žrtve povojnih izvensodnih umorov iz naše župnije, ki še vedno ležijo po breznih in jamah širom slovenske zemlje. Verujemo in verjamemo, da počivajo v večnem miru pri tebi. Toda mi, ki smo še tu, ne moremo živeti v miru, dokler njihovi ostanki ležijo vse povsod, le v blagoslovljeni zemlji ne. Dokler se odkopanim ostankom preprečuje dostojen pokop, dokler se jim ne vrne dobrega imena in dokler se ne obsodi tega velikega zločina. Naj nam bodo zgled, da bomo bolj odločno zahtevali popravo krivic, obsodbo zločinov, dostojen pokop in vrnitev dobrega imena vsem, ki jim je bilo po krivici odvzeto. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te tudi za tiste, ki so med in po vojni zagrešili strašne zločine zoper slovenski narod, in prosimo te tudi za njihove ponosne naslednike. Izročimo jih tvojemu velikemu usmiljenju. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te za slovensko cerkev, ki je bila zelo preizkušena med in po drugi svetovni vojni. Grozovita mučenja, brutalni umori, mučna zasliševanja, obsodbe za zaporno kazen in prisilno delo številnih duhovnikov in bogoslovcev, pa tudi škofov, špioniranje in onemogočanje na vsakem koraku. Vse to jih ni strlo. Daj, da bi se današnja cerkev v vsakem trenutku zavedala, iz kako svetih korenin učeništva predhodnikov raste in nakloni bogatih sadov svetih duhovnikov, redovnikov in laikov. Prosimo, da usliši nas. Danes se spominjamo tudi 80-letnice konca druge svetovne vojne. Za nekatere je takrat nastopil čas zmage in veselja. V ozadju pa so ostali prazni domovi, izropane domačije, strte matere in očetje, žene, otroci, sirote, za mnoge izgubljena domovina. Spominjajmo se vsega zatajevanja trpljenja, skritih solz, zatiranja in šikaniranja ter drugorazrednosti. Vse to polagamo danes pred te, Gospod, in te prosimo za moč, da presežemo zapostavljenost, ki je ostala v naših glavah in gremo pogumno v prihodnost. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te tudi za vse nas, tukaj zbrane, in za vse Slovence doma, v zamejstvu in po svetu. Tolikere prej naštete žrtve so bile nezaslužen dar nam, da bi lahko živeli v mirni, svobodni, demokratični in samostojni Sloveniji. To, za kar so se borili in umirali tisoči mladih vankov, to, po čemer so hrepenili naši rojaki širom po svetu, se je uresničilo leta 1991. Gospod, daj, da bi se zavedali, kako dragocena je žrtev tistih, ki so pred 80 leti padali v jame. Tistih, ki so dolga leta daleč od ljube in domovine ohranjali in še ohranjajo slovensko besedo in kulturo. Tistih, ki so v odločilnih časih mlade, komaj nastale Slovenije zastavili v svoj vpliv, ugled in vse svoje moči za to, da so nas priznali tudi drugi in še posebej tistih, ki so nam priborili samostojno Slovenijo. Gospod, daj, da bi bili vredni tega velikega daru.